Ja, v mojem primeru je pač nastopilo nezakonito stanje in z tega vidika seveda je to hud udarec pravni državi. Zdi se, da zgodba okrog Igorja Omerze je zgodba o pravni državi in sicer, da trenutna vladna koalicija dela, prilagaja zakone trenutnim potrebam in to se je pri varovanju teh arhivskih gradiv točno to dokazalo. Ja, tudi glede na arhive je pravna država na hudi preizkušnji. Videli smo, da je prišlo do nezakonitega ravnanja upravnega organa, to nas mora vse zelo skrbeti. Zakon se ne spoštuje. Poučen s svojim primerom v zvezi z javno agencijo za raziskovalno dejavnost sem razočaran. Imam odločbo v rokah, ki velja, odločbo informacijske pooblaščenke, da moram dobiti vpogled v dokumente. Zelo sporno je, kako lahko poslanci državnega zbora glasujejo proti odločbi ustavnega sodišča. Torej, ustavno sodišče upoštevamo takrat, kadar nam je všeč, kadar pa nam ni všeč, enostavno prezremo njegove odločitve. Osrednje za pravno državo je, da se državni organi držijo svojega lastnega prava. To je jedro, srce pravne države. In dejansko sem zaskrbljen nad tem, ker nekaj primerov je v zadnjem času bilo mogoče najti, ko se državni organi niso držali svojega lastnega prava. Vsak dan tudi srečujemo nove primere, ko so določeni ljudje obtoženi gospodarskega kriminala, potem da spravijo podjetja v stečaje in podobno, ko se že nedaleč vidi, da ni vse v redu, pa vendarle dobijo priznane odvetnike, odvetniške pisarne, ki iščejo luknje v zakonodaji, v procesih, v procesne narave in na koncu so oproščeni in se jim nič ne zgodi. Opažam, da državni organi samovoljno se odločijo, da nek zakon pa ni ustrezno, da bi se ga držali in se ga ne držijo. In to pa jaz mislim, da je in državni zbor se pa ne drži celo ustave in to jaz mislim, da je zelo slabo. Še vedno je tako, kot je George Orwell napisal, da so eni bolj enaki kot drugi in v tem je problem.